Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je ljubiteljski zgodovinar, sicer pa naš dolgoletni sodelavec Goran Ajtič. Goran, živjo. Lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo oddajo. Koliko oddaj zgodovinskih sva že posnela? Ti sigurno veš številko? Nad 50. Današnja je 52 ali 53, če se ne motim tam nekje. In zelo zanimiva o Kitajski. Ja, danes bo ena tistih obsežnih, bomo rekla, prvih kultur, ki jih je svet ugledal. Tako da je kar veliko stoletij oziroma tisočletij za obrazložiti. In predlagam, da greš kar daleč nazaj. Ja, Kitajska, kot pravijo, tudi ena od zibelk civilizacije človeštva. Primerljiva je tudi s starim Egiptom, staro Perzijo in recimo z mezopotamskimi kulturami, torej z Babilonom in z Sumerijo, denimo. Ker naj bi po legendi pravi nekako okvirno nastala kitajsko takrat kraljestvo oziroma cesarstvo leta 2852 pred našim štetjem. Ampak to je bolj tako? Tako, to je okvirno, to je na pol mit. Prvi ta vladar njihov naj bi bil Fuši, kot rečejo Kitajci, temu božanstvu, ki je prvi cesar obenem. Fuši, on naj bi bil stvaritelj človeštva, celotnega po kitajskem izročilu, tudi naj bi ljudi naučil že kmetovati in vzgajati recimo živali. Recimo skupaj s svojo sestro Nuvo vlada. Oba dva skupaj in sta stvaritelja človeštva in tudi prva velika učitelja. Ni pa nobenih dokazov. Ni nobenih dokazov, kasnejše upodobitve tega božanstva, šele stoletja kasneje se pojavljajo in zapiske o tem, takrat v tistem času pa seveda ne, ker še ni pisnih virov. No, še kasnejši zapiski pravijo, da naj bi obstajali še 3 vladarji pred Fušijem. In vsak naj bi vladal po nekaj tisoč let. Vendar je seveda to popolna legenda. To pač ni verodostojno. S Fušijem nekako se uradno začne zgodovina, čeprav je ravno tako legendarna figura. Kdaj pa tista malce bolj primerljiva, dokazljiva? Dokazljiva. Za Fušijem vlada, tako temu se reče, ti prvi kitajski cesarji, 8 jih je oziroma 9, odvisno od vira. Temu se reče obdobje 3 suverenih vladarjev in 5 cesarjev na začetku. Bodi si so Fušijevi nasledniki, bodi si potomci enega njegovih naslednikov. To so ti prvih 9 cesarjev, ki zgodovinsko ni toliko dokazanih, preddinastični, na pol božanstva, na pol ljudje. Kitajci imajo zelo obsežno mitologijo in samo v tem bi se dalo oddajo zase narediti, vendar danes govoriva o uradni Kitajski. Prva dinastija, ki pa potem zavlada leta 2184 pred našim štetjem, je pa hiša Šija, kot rečejo Kitajci, ki je na pol tudi legendarna, na pol pa se že da malce dokazati, da je res obstajala. V tem primeru gre pa tukaj za kralje, nič več cesarstvo, ker Kitajska uradno štarta kot kraljestvo. Da si gledalci predstavljajo, ni tako obsežna in velika, kot je dan danes. Ta prva zibelka kitajske civilizacije se nekako nanaša bolj na severovzhod Azije, tam, kjer je tako blizu Koreje. Tukaj je to žarišče začetka kulture. In tukaj je tudi obdobje vladavine Šija. Določene vaze iz keramike, ki so se ohranile iz tistega časa. Iz keramike, ne iz porcelana? Iz keramike, ne. Iz porcelan še pride, kot da bomo videli. Keramične vaze so pa že znali izdelovati in tudi, bomo rekli, bronena doba in bron je zelo pomemben material v stari Kitajski, plus keramika. Tako da neke vaze že izdelujejo in arheologi danes sklepajo, da hiša Šija naj bi obstajala, ker so upodobitve iz tistega časa na keramičnih vazah, ki so jih odkrili. Pisnih virov pa seveda še ni, da se razumemo. Šele druga dinastija, ki se imenuje Šangi, nekako od 16. do 11. stoletja pred našim štetjem vladajo ti Šangi.
Oni so pa že tisti, ki pa so prva zgodovinsko dokazana hiša, da je obstajala. Ker je pa še več keramičnih vas iz obdobja Šangov, ki pa upodabljajo večinoma prežeče tigre in tigre med lovom. To je značilno za njih. In tudi ljudstvo, podložniki Šangov, ti prvi Kitajci, častijo že neko božanstvo, ki naj bi se imenovalo Ti, preprosto Ti. To je kultura Šangov. So v utrjenih naseljih živeli, kako so živeli? Živeli takrat, kar se tiče same gradnje oziroma zidave, še niti ni toliko dokazano. Vsekakor so iz kamna že gradili, vendar je bila še bolj ali manj primitivna arhitektura, ker smo resnično še obzori kot Mongoli, kot recimo v jurtah. Malce bolj napredno je že bilo. Kitajska, vemo, da je bila od nekdaj ena bolj naprednih kultur v Aziji takrat. Še več znanega je pa verjetno potem v naslednji dinastiji Tako, Zhou. tretja dinastija, zanimivo, Kitajska obdobja, kot bodo gledalci videli, se kar po dinastijah imenujejo oziroma po tistemu, kar se je dogajalo. Vendar so seveda to njihovi kralji in cesarji zapovedovali te dogodke. Tretja hiša je Zhou, reče se jim Zhou. Oni naj bi pa prišli na oblast v 11. stoletju, leta 1027, pred našim štetjem seveda, ki so odstavili takrat že nepriljubljene Šange, ker zadnji šangovski kralj naj bi bil zelo pokvarjen in skorumpiran in je pozabil na moralne vrednote. Tako pravi legenda. Vsaka podobnost z današnjim časom je zgolj naključna. Zgolj naključna, ali pa to je enostavno v človeštvu, da imamo vedno in moralne in nemoralne ljudi. Zgodovina se ponavlja. In prvi kralj iz hiše Zhou je pa zelo, zelo moralen v primerjavi s predhodnikom in za časa Zhouji vladajo zelo dolgo potem, od 11. do 3. stoletja pred Kristusom, in oni so prvi, kjer se pa že pisni viri pojavijo. Kitajska zgodovina in filozofija se začneta zapisovati. Sicer pisava, ti znaki niso isti, kot je današnja kitajska pisava, vendar so že neki zametki. Zapleteni pa ravno tako. Zapleteni pa morda še 3-krat bolj kot današnji. Ampak zgodovinari in arheologi že potrjujejo 100-odstotni obstoj Zhouvov, da so obstajali. In različna obdobja, pomlad, jesen. Tako. To recimo vladavina hiše Zhou se pa znotraj te dinastije tudi na 3 dele deli zdaj v kitajski zgodovini. To zgodnje obdobje Zhou od 11. do 8. stoletja, ko se dinastija utrjuje in je zelo močna. Drugo obdobje te dinastije Zhou se reče zanimivo obdobje pomladi in jeseni. To traja od leta 722 do 476 pred Kristusom. Zakaj? Takšno zanimivo poimenovanje. Kitajci imajo resnično včasih bogato domišljijo v poimenovanju obdobij. Ker je to obdobje, ko se začne že malce krhati kraljeva oblast, kralja iz hiše Zhou, pomlad, zato ker so nenehne spremembe, nekaj se dogaja. Tukaj že vdirajo malce severna plemena, ki so manj razvita, točno iz območja današnje Mongolije, že južneje vdirajo proti Kitajski in takrat v tem obdobju morajo Kitajci tudi prestolnico že seliti, ki takrat še ni Peking, to so vedno druga mesta prej v zgodovini. Morajo seliti malce južneje, da ni ogrožena ta prestolnica od teh barbarskih plemen na severu. In seveda tudi malce moralne vrednote že opadajo med samim kitajskim plemstvom, feudalci, ki vladajo nad podložniki. Zato je zanimivo, da v tem obdobju pomladi in jeseni se rodijo tudi največji kitajski filozofi, kar jih je kdaj živelo. V pomladi. V pomladi Konfucij. Znan po enem zanimivem reku, ki po večjih, vendar še po enem samem, ki ga še tudi danes uporabljamo. Konfucij, če ga najprej umestiva, rojen leta 551, umrl leta 479 pred našim štetjem. Izračuna se nazaj. Tako se izračuna nazaj, torej je živel iz 6. v 5. stoletje pred Kristusom, zelo daleč nazaj. Seveda je bil sin uradnika in tudi sam ne bi postal uradnik. Vendar ga zmoti na dvoru kralja Zhoua in tudi na dvorih raznih feudalcev, ki vladajo po Kitajskem. Moralne vrednote za časa njegovega življenja so že upadle. On je pa tisti, ki Kitajsko zopet na veliki kulturni in etični nivo dviguje. Recimo njegov najbolj znan je rekija, ki drži še danes: ne želi drugemu tisto, za kar si želiš, da tudi drugi ne bi
ne bi storili. Oziroma ne počni drugemu tisto, kar si želiš, da drugi ne bi počeli tebi v tem smislu. Torej moramo biti resnično uvidevni do sočloveka. On je postavil recimo tudi te odnose na prvo mesto spoštovanje, ljubezen med očetom in sinom, na drugem mestu spoštovanje in ljubezen med vladarjem in podložnikom, tudi vladar naj bi bil fer do podložnika, da ne izkorišča. In na tretjem mestu spoštovanje in ljubezen med moškim in žensko, med možem in ženo. Bil je za tradicionalne vrednote, da je tudi mlajši, da morajo spoštovati starejše in seveda tudi proti nasilnim osvajanjem. Nek tuj narod si ne sme z vojsko nasilno podrediti drugega. To je nemoralno po Konfuciju. Je že obstajalo 10 božjih zapovedi, ne? Že iz Izraela za časa Abrahama. To so pa neke druge na Kitajskem zapovedi, so druge, ki so dokaj približak oziroma malce podobne tem starim judovskim. Mimogrede, jih je Konfucij poznal, kaj praviš? Definitivno, da ne, ker Kitajska je popolnoma drugi del sveta. Izolirana tudi bila. Vendar, ko že to omenjaš, Konfucij je bil kot neke vrste, on te zapovedi ni iz religije črpal, ampak iz samega človeškega obnašanja, ker je bil agnostik in nekako ni priznaval življenja po smrti. Trdil je, da je pomembno tisto, kar storimo za časa življenja, dokler živimo. Zdaj in v tem trenutku, to je zanimivo. Ti se tudi tako ravnaš, ne? Ker bomo te nekako rekli, da bi lahko tako rekel, ja. Ker Konfucij je trdil, da ne vemo točno, kaj je po smrti, vemo pa točno zagotovo, da obstajamo sedaj in da se moramo tega držati. To je njegov nauk. Ker res drži, ne? Ker po svoje tisto, kar je po smrti, samo ugibamo. Ni dokazano, lahko samo ugibamo. Bomo pa mogoče enkrat doživeli. Mogoče. In še ena zanimivost, Kitajska, ker je bil veliki učitelj naroda, je na Kitajskem cenjen in upoštevan še dan današnji, 2500 let kasneje po svoji smrti. Bolj kot drugi iz jeseni, ne? Iz jesenskega obdobja. Kako se mu reče? Laozi. Laozi ali Laozi. To je pa drugi avtor, ki pa je daoizem utemeljil. No, daoizem je znan. To je pa tisto, ko govorimo o yin in yang, torej nasprotje, moški, ženska, črno, belo, lahko rečemo tudi ali slabo ali dobro. Vse mora biti v ravnovesju po Laoziju. Če ni, je porušeno. Če ni, anarhija v naravi. In on je pa tudi, to je zelo znano in to izvira iz tega obdobja pomladi in jeseni. Dva največja filozofa, kot vidimo. Tako. O tem bi se dalo tudi posebej govoriti v oddaji. Mogoče, ker bova govorila tudi o cesarjih, prihajajo cesarji, razlika kralj, cesar. Ja, vendar je sedaj tukaj še eno obdobje, ko se pomladi... Ampak prej mogoče to pojasnilo. Cesar, kralj. Kralj je tisti, ki vlada eni sami provinci ali eni sami deželi, kakorkoli rečemo. Kitajska je tudi precej majhna še, moramo vedeti, zato imajo kralja najprej, vse te prve 3 dinastije. Cesarji so bili že prej, vendar ta mitološka bitja, tistih 9 likov, ki sva si jih ogledala, vendar je to samo na papirju in v domišljiji. Potem so bili kralji, cesarji pridejo kasneje s hišo Qin, kot bomo sedaj videli. Cesar je pa tisti, ki bodi si nasilno, bodi si po diplomaciji združil vsa druga kraljestva manjša ali kralje ali vojvode pod skupno žezlo. V eno veliko cesarstvo, zato cesar. Huang. Ima pod sabo tudi kralje. V kitajščini. Tudi kralje ima pod sabo. Vendar je bil to je težko obdobje, predno sploh pride do kitajskega cesarstva, ker sva rekla, da je obdobje pomladi in jeseni. Jesen, zakaj jeseni? Ker se pripravlja neka nevihta ali jesen pred zimo, torej neko bolj mračno obdobje. Pridemo takoj za tem obdobjem v zadnjo fazo hiše Zhou in to je obdobje vojujočih se držav, kot rečejo Kitajci. To je pa od 5. pa do 3. stoletja pred našim štetjem. Ko se Kitajska razbija še na več manjših kraljevin, ni sploh Kitajska kraljevina, nič več ne obstaja takrat. In vse te hiše se vojujejo med seboj. Imenujejo se kar po dinastijah, ki vladajo, oziroma obratno, kakorkoli. To so kraljevine Qin, Han, Wu, recimo tudi Zhou, ki se je takrat še na manjšo zmanjšala, na manjšo območje. In v vseh teh vojnah izide najmočnejša hiša ven takrat. To je hiša Qin, kot se reče. To je leta 221 pred našim štetjem, ena najpomembnejših letnic v vsej kitajski zgodovini. Čina.
ker predstavnik hiše Qin Shi Huang, kakor se reče, ta je tisti, ki sedaj konča vojno, združi kraljevine ponovno v skupno Kitajsko in vzame titulo cesarja, kot sva preomenjala, ker je porazil vsa manjša kraljestva. In Qin, že sam primek njegove hiše, pove, da iz tega izhaja tudi ime za moderno Kitajsko. Angleži rečejo recimo China, ki ga izpeljajo iz tega Čina. In China, mi recimo rečemo Kitajska, ki ima drug izvor, vendar se ravno tako na Čina nanaša v originalu. Srbi in Hrvati rečejo Kina, Kitajski, in to je bolj podobno Činu, recimo. To je zanimivo. In on je tisti, vlada sicer nedolgo, samo 11 let, ta prvi cesar. Od leta 221 do 210 pred našim štetjem je močan, centralizira državo kot diktator, vsem uradnikom in plemičem moč omeji, zato pride do poskusa večjih atentatov nanj, ki pa so vsi neuspešni, on umre naravne smrti. Bil je obseden sicer z nesmrtnostjo, to je neka legenda o njemu. Dal je iskati svojemu ladjevju, da najdejo recimo otoke nesmrtnosti še v vzhodnem morju od Kitajske. Seveda so se praznih rok vrnili, a vendarle so mu nek napoj prinesli, za katerega je veroval, da naj bi mu življenje podaljšalo, vendar v resnici naj bi mu pa ta napoj skrajšal, tako da tudi ni nujno. Druga različica pravi, da ni naravne smrti umrl, ampak zaradi napoja. Je bil pa prvi, ki je že vedel, da ta plemena iz severa, ki vdirajo na Kitajsko, da bodo rabili neko obrambo, in je prvi, ki ukaže gradnjo nekega zidu. Ki še zdaj stoji in ki se je edini vidi z vesolja. To je legenda. Do tega zidu še prideva, malce kasneje, bomo rekla tisočletja po temu Činu. Po njegovi želji. Tako, vendar eden prvih zidov, ki ga je gradil zametki velikega kitajskega zidu, so že iz časa cesarja Čina Shi Huanga. In so ga drugi samo posnemali. Tako, nadaljevali. Pa bi mogoče začetek gradnje velikega kitajskega zidu. Lahko ga pa tudi omeniva, ko smo že tu. No, torej, ta prva faza je torej v 3. stoletju, ko že pred Kristusom, ko cesar Čin da to gradnjo. Tekom stoletij drugi kitajski cesarji bodi si nadaljujejo, bodi si malce zanemarijo. Vendar pa tista glavnina zidu pride šele v 17. stoletju, 16. 17. stoletje našega štetja. Dosti kasneje, ko vlada hiša Ming, ki si jih bomo danes še ogledali. Oni so pa tisti, zakaj za časa Mingov? Ker eno obdobje prej je bilo mongolsko obdobje, ko so si Kitajsko Mongoli pokorili in so bili Mingi prestrašeni, da se ne bi to ponovilo, in so dali graditi ta dolgi zid. Legenda ena pravi, da naj bi bil viden iz Lune, edina zgradba na Zemlji, vendar to ni čisto res, kot so potrdili astronauti. Ker je vendar le preozek, da bi se videlo toliko daleč. Je pa res, da mi dva nisa bila še. Ne moreva reči, ne mora točno trditi. Druga legenda je bolj temačna, da tisti kitajski delavci, ki so umrli od izčrpanosti in žeje ali podhranjenosti med gradnjo, da so jih drugi imeli ukaz, da jih kar zazidajo v zid, da prihranijo tudi material in vendar do sedaj naj ne bi odkrili nobenih ostankov človeških trupel znotraj, kar pa spodbija to legendo. Zanimivo. Da greva lahko midva nazaj. Nazaj, tako. Kaj se dogaja po smrti cesarja Čina, to je zanimivo. Nasledita ga sin in pa vnuk in potem dinastija Čin izumre. Sta tudi kratkotrajna in zelo šibka vladarja v primerjavi z znamenitim prednikom. Pride druga hiša na oblast, oziroma takrat že četrta, peta v bistvu, če smo bolj natančni, peta. To je hiša Han. Oni bodo vladali 400 oziroma 500 let, zopet prvič po hiši Zhou, da neka hiša vlada zelo dolgo. Nekako od 2. stoletja pred našim štetjem pa vse do začetka 3. našega štetja, do leta 220 našega štetja vladajo Hani. Zakaj so oni zanimivi? Kolikor so pomembni za znanost in kulturo, so tudi žalostni na nek način. Ker so nenehno v boju za oblast, kar sami med sabo, lastna hiša. Večkrat pride do vojen, ali brat proti bratu, stric proti nečakinji, mož proti ženi. Tako da je to kar precej krvavo obdobje kitajske zgodovine na prehodu
izpred našega v naše štetje. Takrat primerljivo s Hani v Evropi obstaja rimski imperij, da se bodo gledalci malce predstavljali. Pri nas so takrat cesarji August, prvi rimski cesar, Caligula, Tiberi, Klaudij, Neron. To je za časa cesarjev hiše Han na Kitajskem, recimo. Kakšnih apetitov? Po osvajanju tujih ozemelj. Ne, Kitajska se še vedno ukvarja sama s sabo nekako. Branijo se, boji so znotraj države, kot vidimo, za časa Hanov, pa malce so obremenjeni še zaradi severnih hord, ki vdirajo. Tudi Hani nekaj nadaljujejo z gradnjo zidu, vendar ne preveč, kot bodo njihovi nasledniki. Zanimivo je, da takrat za časa Hanov se pa prvič znameniti kitajski porcelan pojavi. Sedaj sva prišla še do tega, ker porcelan nekako obstaja ravno 2000 let, torej takrat, ko vladajo Hani, danes nazaj, če pogledamo dobra 1000 nazaj. In vaze so zelo lepe, takrat okrašene. Recimo zmaj je v kitajski mitologiji, simboliki redko hudobna žival. Zmaj pomeni vse dobro, zdravje, plodnost, zaščitnik družine. Za časa teh kitajskih cesarjev veliko zmajev in tigrov recimo upodabljajo na vazah. In za časa Hanov se začne ta porcelanska umetnost ali industrija, kakorkoli. To je njihova zapuščina. Po Hanih je zopet anarhija. Sedaj prvih 1000 let našega štetja je za Kitajsko v bistvu kar dokaj žalostno obdobje. Ker po Hanih se zgodi nekaj podobnega, kot se je že prej, ko smo videli obdobja vojujočih se držav, raznih malih kraljestv. Kitajska se po koncu, ko Hani izumrejo, spet razbija na več kraljevin in sicer kar na 3 kraljestva. To je obdobje od 220 do 280 našega štetja, ko vladajo 3 dinastije in 3 različne države, Kitajske sploh ni. Zopet se to združi. In potem od nekako 3. do 10. stoletja vladajo določene dinastije, zopet kot kitajski cesarji. Nekatere hiše so zakonite, nekatere zopet nezakonite, ki si pač z mečem priborijo oblast. Recimo Liu ali Liang ali Chen, to so določene hiše, ki vladajo, vendar nobena preveč dolgo, da bi bila močna. Zelo pomembna hiša, recimo so šele Tangi, nekako do 10. stoletja vladajo, do leta 906-907. Tangi so pa zelo pomembni, recimo od 6. do 10. stoletja. Oni so tisti, ki zopet Kitajski povrnejo ugled in status vele sile. Ker takrat v teh srednjeveških razmerah je dosti naprednejša in močnejša od naših evropskih kultur pod Tangi. In tudi močnejša recimo od turških ali arabskih kultur takrat. Za časa Tangov leta 770 še en kitajski zum bova omenila. Takrat izumijo tisk. Tisk na papirusu. Kitajska že pozna tisk in tiska. Pač v svoji pisavi, seveda. Potem tudi denar. Denar pa tudi, ko si to omenil, ravno za časa Tangov pride do tega. Ker stvar je o tem, da je malce kriza takrat tudi v materialih ali v kovinah. Kovine sicer obdelujejo že od časa Zhou, hiša Zhou, ko je bila pred našim štetjem. Vendar pa tudi ni tako razširjen material, da bi ga bilo v izobilju in ne pozabimo, Kitajcev je ogromno, milijone in milijone že takrat. Material lahko hitro poide, tudi za oklepe, ko delajo, za šleme. In ni ga toliko tega železa, da bi še denar recimo izdelovali, zato se Tangi odločijo, da bo denar kar na papirju. To je zanimiv izum, ki se ga še dan danes držimo. Pa misliš, da so tudi takrat plačevanje davkov takrat dalje je vedno od Tangov dalje se vedno kar v denarju plačuje. Prej so pa recimo prispevali recimo v naravnih bogatstvih kakšne davke, recimo podložniki. Je prihajalo, se ve, do ponaredkov tudi? Tudi se je nekaj, seveda, ponaredki so bili vedno v zgodovini. Nikdar nismo imuni proti temu, vendar so bili Kitajci in uradniki kitajski zelo strogi. Če so odkrili ponarejevalce, takoj so jih obglavili. Obsojeni so bili na smrt. Kar je bilo nekako edino logično, ker Tangi želijo močno, centralizirano in urejeno Kitajsko. Vendar pa kaj se zgodi po letu 907 našega štetja, ko Tangi izumrejo, se še tretjič zgodi ta kitajska tragedija, tretjič in zadnjič, zopet se razbija na različna kraljestva. Ampak še prej, ne? Na dvoru prvič postrežejo čaj. Še nekaj.
Ko sva pri tangih, zanimivo, ko si omenil, ne samo papirnati denar in tisk, tudi čaj pride v zgodovino za časa tango. To je zanimivo. Naj bi ga postregli v 7. ali 8. stoletju, kot pravi zgodovina. Čaj, sadike čaja, takrat od tango dalje je zelo priljubljen čaj. In še danes pravimo ali indijski ali kitajski čaj, da sta najmočnejša in najbolj cenjena na svetu. Seveda, kasneje so to posvojili tudi Rusi in Angleži, vendar originalno iz Kitajske izvira. Potem pa obdobje 5 dinastij in 10 kraljestev, v tem, kar si že prej načel. 10. stoletje je eno najbolj kočljivih in žalostnih za Kitajsko, ker pride do obdobja 5 dinastij in celo 10 kraljestev. Nekateri zgodovinarji govorijo še več, da je bilo 16 kitajskih kraljestev takrat. Toliko je teh manjših dinastij in poddinastij, zopet je anarhija in leta 960, torej v drugi polovici 10. stoletja, je dokončno konec te anarhije, ko se Kitajska pa zopet združi, ampak zopet pod popolnoma novo dinastijo. To je hiša Song. Songi, ki so pa podobno močni kot Tangi, nekaj generacij pred njimi. Oni bodo vladali kar dolgo, od 10. pa do 12. stoletja, torej 200 ali 300 let. Skoraj, 300 let, Tako, in 1271 oziroma 79 bo konec. Zakaj bo konec, bomo videli. Za časa teh Songov se pa zopet, ko je sedaj mir, ko je Kitajska združena, zopet pokaže svojo superiornost nad drugimi azijskimi in evropskimi kulturami. Zakaj? Tukaj pa pride še do nadaljnega razmaha znanosti in umetnosti. Mimogrede, obstajajo tudi zapiski že, glede na to, da so... Zapiski obstajajo že izpred našega štetja. Pa se je to hranilo? Zapiski so že iz časa hiše Zhou, torej 11. stoletje pred našim štetjem. Kakva vrednost je to hranjeno? Ja, in sami Kitajci, koliko se imajo v šolah za učiti lastne zgodovine in kulture, to se večkrat vprašam, ker vidimo, da je res zelo razgibana. In mimogrede, kje imajo to se shranjeno? V državnih muzejih? V državnih muzejih, seveda tudi v šolah, vsem učiteljem je to znano, to učijo že stoletja dolgo, prehaja iz roda v rod. Zapiski, papirusi so. Nekaj malega, verjetno. Bil je nekaj malega, vendar bil je eden zelo pomembnih kitajskih prvih uradnih zgodovinarjev, ki je živel v 1. stoletju pred našim štetjem, in prvi zgodovinski zapiski o Kitajski segajo v leto 94 pred našim štetjem. On je to že popisal. Nek Siam, če se pravi, ali Sian. V razumljivem jeziku. V razumljivem jeziku, ker kitajsko pisavo je zreformiral že prvi cesar Qin, Shi Huang, ki so ga preomenjala. Od njega dalje Kitajci pišejo nekako tako, kot danes, se ni veliko spreminjalo. Včasih bi človek delal škoda, ne? Ja, vendar je že tako ali tako zapletena pisava, da dobro, da je to storil ta veliki mož. No, Songi, recimo od tega 10. do 13. stoletja, pa spodbujajo tudi že umetnost, ti cesarji. Pride do prvih slikarskih velikih kitajskih genijev, predvsem tehniko tuša uporabljajo, ko nanašajo na platno. Naravo ljudi, naravo drevesa, ptice, zelo, to so priljubljeni motivi kitajskega slikarstva takrat v srednjem veku. Tudi na japonske slikarje že vplivajo čez morje, če malce pogledamo. In tudi pride do odprtja prvih slikarskih akademij takrat na Kitajskem. Toliko so oni pred Evropo. Ko je v Evropi šele renesansa povzdigne slikarja, oni že 400 let prej. In zanima jih tudi, kako je naše telo sestavljeno. Tako, tudi medicina, matematika, filozofija ponovno, tudi astronomija, vse napreduje za časa Songov. Prvič raztelesijo človeka leta 1145, torej v 12. stoletju prvič opravijo anatomske posege na truplo, da vidijo, kako je človeško telo znotraj. V Evropi pa? Leonardo da Vinci mnogo kasneje, šele v 15. 16. stoletju to počne. To nazorno prikazuje razvitost, ne? Res je. Pa radovednost. Tudi. Kitajci so bili vedno radovedni, zato toliko izumov pri njih in takšen napredek. Recimo tudi prve zažigalne bombe se pojavijo za časa Songov. Ni čisto primerljivo s kasnejšim evropskim smodnikom, kar je pač Nemec Švarc je recimo to odkril v Evropi. Kitajci imajo pa že prej to razstrelivo, kar bodo kasneje Mongoli že proti Japoncem uporabljali. Vendar pa tudi, ko že omenjava še en izum, Kitajci so že v zraku
letijo že po zraku, to je zanimivo. Neki čudni baloni, to toliko ni raziskano, vendar se predvideva. S toplim zrakom oziroma z ognjem jih poganjajo. V bistvu podobno kot dan današnji balon. In to koliko nazaj? Še prej. V 4. stoletje pred Kristusom, ko je bilo obdobje vojujočih se držav. Ko so se že po zraku bojevali. To je bila vojna na kopnem in v zraku, ko je pri nas šele Aleksander Veliki. Ko se Grki in Perzijci se izključno samo na kopnem bojujejo. Kitajci takrat tudi že v zraku. Zelo tak zanimiv podatek. Zanimivo, ja. Kitajska je čuda sveta. No in če pa skočiva zopet zdaj v 13. stoletje k Songom. So pa že Mongoli nagajali. Ja, ker je Kitajska tako razvita in mikavna, na jugu je vlada in večini kitajske hiša Song, na severu je hiša Jin, ki pa ogroža takrat Mongolijo in mongolske plemene. Jini pa skrbijo, da bi bila Mongolija nerazvita in razbita. Eno oddajo nazaj se moramo spomniti, kar zmoti velikega Džingis Kana. Da združi Mongolijo, premaga te Džine na severu Kitajske, na kar si zada, da si bo še ostalo Kitajsko Songov podredil. To uspe sicer šele njegovemu vnuku, Kublai Kanu, od leta 1271 dalje osvaja Kitajsko in končno že 8 let kasneje, 1279, Mongoli, Kublai Kan z velike hiše Borđiginov odstavi Songe in sam zavlada tudi kot kitajski cesar. Prvič v zgodovini, da pride tujec, barbari z severa, na kitajski prestol. Vendar pa, kot vemo, je bil veliki mož kulture, zanimal se je za cel svet in za religije. Danes ga ne bo toliko poudarjala, ker sva imela že eno oddajo nazaj. Debato gledajo, na YouTubu je oddajo. Tudi. In on je tisti, ki nekako ustanovil dinastijo Juanov, sedaj na kitajskem. Borđigini se preimenujejo v Juane. To je politično dejanje Kublai Kana, da da svoji dinastiji kitajsko ime, da niso nič več Mongoli, da se prikupi kitajskim podložnikom. Kljub temu jih Kitajci kar lepo izženejo, že malce več, dobrih 100 let po smrti Kublai Kana še prej. Leta 1368 v 14. stoletju pride do velikega upora Mingov. To je pomemben kitajski klan Ming, ki si je že prej zadal, da bo Mongole od prvega do zadnjega izgnal iz svoje matične Kitajske. In je uspel. In po čem je še znan? Mingi, cesarji hiše Ming potem zavladajo Kitajski in Kitajska zopet cveti. Vladajo do začetka 17. stoletja, 300 let vlada hiša Ming, 14. do 17. stoletje in oni so znani pa še po nečem. Mingi so tisti, sploh ta Jongle Ming, eden od njihovih cesarjev je znan, da končno zakoni novo veliko kitajsko prestolnico. V 16. stoletju, še prej, iz 14. v 15. stoletja, ko vlada Jongl, zgradi veliko mesto imenovano Beijing ali Peking, kot ga mi danes poznamo. Cesarsko mesto, takrat največje na svetu, zato mu Kitajci rečejo kar vesoljno mesto. Tukaj velika cesarska palača, cesarske objekte, da postaviti ta veliki cesar Ming Jongle. In tudi tako imenovano prepovedano mesto ali mesto v mestu, kjer živi cesar z družino in drugi uradniki in podložniki nimajo vstopa. Potem je znan ta Peking. Tudi veliki kitajski zid nadaljuje in tudi njegovi potomci, vsi Mingi se ukvarjajo z gradnjo zidu, ker imajo sedaj grenke izkušnje z Mongoli nekaj generacij nazaj. In se morajo zaščititi. Se morajo zaščititi, da se ne bi ponovil mongolski val. Pa štetje prebivalstva. Tudi štetje prebivalstva so opravili. To prvič bolj kot ne. Ne, je to opravil že Kublai Kan. Kot se spomnimo iz prejšnje oddaje, že leta 1279 so ugotovili, da kakšnih 100 milijonov prebivalcev živi. Vendar v celem imperiju. Kitajci, Mongoli in južne ruske stepe, kot se spomnimo. Mingi pa izključno popišejo samo kitajsko in že takrat je kar
malce tudi takrat se najde blizu 100 milijonov ljudi v takratni Kitajski 17. stoletja. Res velesila, ne? In tudi pomorska sila Tako, postane. za časa Mingov, recimo, kar so naredili Medičejci za Toskano v Evropi, ali Avisi za Portugalsko, nekako istočasno, kot so Mingi na Kitajskem, to so Mingi za Kitajce. Politični in kulturni dosežki in v znanosti. Pomorska sila so, vendar se zelo težko branijo napadov japonskih gusarjev, ki takrat ogrožajo in Korejo in Kitajsko. Kitajska ne zgradi tako velikega ladjevja, da bi japonske gusarje uničila, vendar pa utrdijo mesta ob obalah, recimo Šanghaj ali Hong Kong, da se malce lažje branijo pred Japonci. Vsaj to. Kako pa je povezan s to hišo Ming Matteo Ricci? Ja, to je pa neki evropski misionar, rojen v Rimu, ki pa je potoval prej že Arabcem in kasneje še seveda Kitajcem in je pristal kar v Pekingu, neposredno pri cesarju. Veliko kariero je opravil, eno večjih misionarskih imen takrat, Matteo Ricci. Leta 1610 je umrl v Pekingu in cesar mu je dal dovoljenje, da ga pokopljajo kar na kitajskih tleh v samem Pekingu, ker je bil tudi strani Kitajcev cenjen. Je pa eden prvih misionarjev, ki predstavi ne samo krščanstvo, tudi evropsko kulturo Kitajski. In seveda tudi obratno, Rimu in Evropi posreduje podatke o Kitajski, ker je že zanimanje Evropejcev. Veliko, ne? Veliko. Takrat za časa Mingov se že odpira Kitajska malce zahodu. Vemo, to je čas Portugalske v Evropi in Španije, velikih osvajanj sveta in Amerike. Portugalci pridejo že na Kitajsko in imajo apetite tam. Makao je mesto, ki pride pod Portugalsko za več stoletij, ki je kolonija. In kdaj je potem propad te hiše Mingov? Mingi propadejo leta v 17. stoletju. Leta 1644, ker jih strmoglavi njim sovražna dinastija, to so Čingi, ki pa zvirajo z severovzhoda Kitajske, iz pokrajine imenovane Mandžurija. Oni so pa tisti, ki bodo zadnja kitajska dinastija, ki bodo vladali do 20. stoletja, do leta 1912. Še zanimivost, zadnji cesar hiše Ming se obesi s svojim lastnim svilenim šalom na drevesu pred svojo palačo v Pekingu, vendar ne zaradi Čingov, ampak zaradi upora ljudstva. Kitajski narod se je dvignil proti njemu, ker ni znal vladati, ker so zopet davki v porastu in ker se cesar ne upa soočiti iz oči v oči s svojimi podložniki, se za častni samomor odloči. In prevzamejo žezlo Čingi. Za časa Čingov, sploh 19. stoletje, 18. 19. 19. stoletje je pa zelo temačno za Kitajsko. Čingi imajo težko, žalostno delo, ker so apetiti evropskih velesil. Tukaj prideva do velesilo, ki je na Kitajskem zamenjala Portugalsko, to je Anglija oziroma Velika Britanija. Oni so tisti, ki silijo na vsak način znotraj Kitajske. Angleži si želijo takrat porcelana, svile, to je za Evropo čedalje bolj zaželeno blago, vendar želijo, da bi od Kitajcev odkupovali po čim nižjih cenah, da bi dobili obenem kvalitetno blago in obenem privarčevali čim več denarja. Zato Angleži napovejo Kitajski takrat kar vojno, temu se reče opijske vojne, ker Kitajci so ljudstvo, ki radi uživajo opij, tudi to Angleži ugotovijo. In v teh vojnah seveda je Anglija zmagovita. Kitajska te vojne sploh ne dobi. Dve ti opijski vojni sta. In Kitajce pač Angleži prisilijo, da te, bomo rekli, vredne surovine in materijale poceni prodajajo sedaj njim. Gredo še dalje, pošlje enega svojih agentov Angleži, ki se da z večjimi operacijami operirati v Kitajca. Tako fanatičen je ta agent. In s kitajskim uradnikom, zaveznikom potujeta po celi Kitajski. On se izdaja za Kitajca. Če bi ga pač Kitajci razkrinkali, da je Anglež, bi ga pripričal smrtili. Vendar mu uspe. On je pa tisti, ki Kitajcem ukrade v bistvu čaj. Da ima danes Evropa po njegovi zaslugi, da pijemo čaj. In on te sadike ukrade, prenese čez mejo, Hong Kong in potem v Veliko Britanijo in čaj je velika uspešnica. To je vse v 19. stoletju. Tako so Angleži dobesedno ukradli so čaj Kitajcem. Rusi recimo so ga dobili pa z vojsko, so jih pa prisilili.
Katarina Velika še prej, da so Kitajci odstopili nekaj sadik Rusom in da je čaj tudi v Rusiji danes še zelo priljubljen. In potem smo že pri znamenitem filmu Zadnji, Ja, kitajski cesar. Lahko ja. rečemo. Leta 1912, po 4 letih vladavine odstavijo Kitajci otroškega cesarja, to je Čing Puji. Puji se imenuje ta zadnji cesar. Živel v Pekingu, v Tako, tem cesarskem od leta mestu. 1908 do 1912 je vladal, ni imel več nobene prave veljave in politične moči. Bil je v tem prepovedanem mestu v Pekingu. Kot otroka so ga zabavali, mu nudili vso zabavo, uradniki. Imel je žene, konkubine, že kot otrok, da so mu pele, da so skrbele zanj. Vendar pa, ko pride revolucija, leta 1912 se kitajski narod nekako odloči, da je dovolj tisočletnega cesarstva. Revolucija, ampak ne komunistična, Ne, to je pač nacionalistična. nacionalistična revolucija. Sam kitajski narod si želi cesarja odstaviti. In prvi, ki zavlada eno leto, leta 1912, kot prvi kitajski predsednik, je Sun Yat-sen. To je še danes figura v kitajski zgodovini. Lahko rečemo, da je Sun Yat-sen utemeljitelj moderne Kitajske. Je pa predstavnik stranke, ki se imenuje Kuomintang. Kuomintang. Ali enostavno ljudska nacionalna stranka. Nacionalna stranka, kot rečejo temu Kitajci. On je tisti, ki se je prej upiral že leta 1900 vsem tujcem, ker točno leta 1900 je bila zopet invazija strani ZDA, Velika Britanija, Japonske, Rusije in še celo Nemčija. Vsi so bili v vojni s Kitajsko in on se je uspešno upiral. Sedaj leta 1912 odstavi pa še domačega cesarja in okliče republiko. Cesar je pač sedaj nekako, bomo rekli, odstavljen, nima več veljave. Sun Yat-sen vlada, vendar pa ta čas po 1912 in 20 leta se pojavi pa še nekaj novega. Niso vsi zadovoljni s Kuomintangom, nekateri si želijo še drugačnih sprememb, ker gledajo tudi na zatiranega delavca. Tukaj se pojavi tudi pri njih ta komunistična ali socialistična ideologija in tukaj se pojavi še eno ime, ki ga vsi poznamo, Mao Tse-tung. On se z enim od naslednikov Sun Yat-sena, to je Chiang Kai-shek, general Chiang Kai-shek, ki nasledi Kuomintang, sta zelo, bomo rekli, ostra nasprotnika. Chiang Kai-shek kot predstavnik nacionalistov in je seveda Mao Tse-tung kot predstavnik komunistične partije Kitajske. Ta sovraštva se malce umilijo leta 1937. Primorana sta moža biti zaveznika pač po sili, ker pride takrat že do fašistične invazije. Fašistična Japonska si želi kitajskega ozemlja in oni so v vojni s Kitajsko že od leta 1937. Mnogo prej, preden se druga vojna dejansko prične. In seveda do leta 1945. Kaj se je dogajalo natanko tukaj, je zdaj stvar tudi druge svetovne vojne, ki smo si jo že ogledali. Omenimo samo, da so bili ti japonski zločini na Kitajskem, sploh v Mandžuriji, ta severni del Kitajske, da so pošastni. Japonski gestapo, ki se drugače imenuje. Kenpeitai, kot rečejo Japonci svoji tajni službi ali gestapo, še bolj krut kot nemški gestapo v Evropi. Če sploh lahko, ne? Je lahko, ker oni so delali takšne poskuse na kitajskih civilistih, recimo vlivali so mrzlo vodo na iztegnjene roke, zunaj taborišč, ko je huda zima, da vidijo, kdaj bodo roke zmrznile in odpadle od človeškega telesa. Poskuse s plini, pretepanje ljudi, poskusi s podganami, ki jih spustijo na človeško telo. To so bili zelo hudi zločini in Japonska se nikdar ni uradno opravičila za to kitajskemu narodu. Je pa zanimivo, da to večinoma se dogaja v Mandžuriji, ta severno-vzhodni del. Pri Severni Koreji. Tudi pri današnja Severna Koreja v bližini. Tukaj je cesar Čing Puji ponovno ustoličen kot ta, ki so ga odstavili leta 12. Japonski cesar Hirohito, takrat, ki vlada fašistični Japonski, ga postavi pa kot marionetnega cesarja v Mandžurijo, ki pa spada pod Japonsko. On nima nobene veljave.
veljave. Po letu 1945 Pujija zopet odstavijo in takrat ga zaprejo celo taborišče, ko zavlada že Mao Tse-tung. To je sedaj konec Kdaj druge Mao vojne. Tse-tung zavlada na Kitajskem? Točno šele leta 1949, takoj po osvoboditvi. Nekaj časa je še Nekaj skupaj, časa ja. je še so skupaj s Kuomintangom, oziroma se ta nasprotja takoj leta 1945 zopet povečajo. Chiang Kai-shek proti Mao Tse-tungu. Puyi je pa tako ali tako odstavljen in ni nobena grožnja. Vendar ta velika revolucija z nasiljem Mao prevzame oblast pa leta 1949 in ti poraženi nacionalisti se omaknejo iz Kitajske na južni otok, v Južno-Kitajskem morju, ki se mu reče Tajvan. In še zdaj so tam. In še danes tudi recimo Chiang Kai-shek je izvoljen za predsednika tam in ta otok še danes priznava staro oziroma prvo republiko Kitajsko, tista, ki je bila na začetku. Kaj pa Kitajci priznavajo ta, kolikor vem, ne? Ne, Ampak nekako sprejemajo. Ja, sprejemajo nekako. Zaradi mednarodne javnosti? Mogoče, zaradi Čeprav se samega tudi miru. evropske države, tiste, ki sodelujejo s Kitajci, kar malce bojijo nekako sodelovati s Tajvanom. Tako, da se ne bi zamerili kitajskemu gospodarstvu, vsekakor. Tukaj je politika in ekonomija naredita Čeprav svoje. ne, če primerjamo Mavcevo Kitajsko ali pa tu v Tajvanu, so bistvene razlike, ne? Seveda, tajvanska Kitajska je popolnoma odprta danes, tudi uradno demokratična in tudi prozahodno usmerjena, kar se tiče mode, razmišljanja, oni lahko potujejo tudi na zahod, nobenih težav. Ves čas Tajvan, so, ves čas. Kaj pa na samem Kitajskem po letu 1949? Ta Maova revolucija, kolikor na začetku pred drugo vojno so bili oni, to je dokazano, zelo dobri do kmetov in kmečkega prebivalstva, da so si pridobili naklonjenost. Potem, ko prija pa do te revolucije, je pa precej žalostno in krvavo obdobje njihove zgodovine, ker pravijo, da naj bi imel Mao s to revolucijo in z vsemi poboji in z vojnami in s stradanjem. Tisto je malce kasneje, v 70-ih. To je pa ta prva vojaška, ko prevzame oblast. Pravijo, da naj bi imel 70 milijonov kitajskih življenj na vesti. Torej nekako primerljivo, še več žrtev kot cela druga svetovna vojna prej v svetu. To je tako dokaj hud njegov zločin nad narodom. Postavljen kult osebnosti. Kitajcev takrat je pa 600 milijonov nekako, da si bomo predstavljali. Od 600 milijonov jih 70 milijonov umre od te revolucije. Ogromna številka. In po tistem se Kitajska izolira, zapre sama vase, ko dobi pač ta njegov komunistični sistem, vezana je na Sovjetsko zvezo, kot zavezniki na Stalina, pa tudi s Stalinom se gledata po strani, ker veliko KGB-ovskih agentov je prišlo na Kitajsko in tudi nekaj kitajskih, recimo, v Sovjetsko zvezo, sicer kot diplomati, v resnici pa vohuni in si ne zaupajo med seboj. Stalin je pa tudi, to pravi legenda, enkrat proučeval Maovo blato, ko so ga odvzeli na WC-jo, ko je bil Mao gost v Moskvi in podobno. Sploh si ne zaupajo med seboj. Sam narod pa Mao nad Kitajsko uvede nekako kolektivno razmišljanje. Vsi naj bi častili njega kot kult osebnosti. Tudi Kitajce je oblekel v iste uniforme prebivalcev. Praktično tudi kmečko podeželje uničil, ne? S to železno revolucijo, oziroma vsi so delali, vsi so peči, talili železo in pozabili sejati pšenico. Tako, tudi lakota je bila takrat. Jedli otroke in tako naprej. Ne? Ja, marsikaj se je dogajalo čudnega. Je verjetno zanimivo prebrati kakšno knjigo. Ja. Leta 1976 pa Mao umre, vendar njegovi nasledniki niso več tako strogi in kruti kakor on, še vendar pa se režim ohrani in vemo še do dan danes, uradno ima Kitajska, Ljudska republika Kitajska, kot se imenuje. Še vedno uradno imajo komunizem in so zaprti pred svetom. Po drugi strani, ker jih je že zelo veliko, izdajo tudi zakone, da naj bi vsaka družina imela samo po enega otroka. To je en zanimivih zakonov izpred desetletij nazaj, še ne toliko nazaj. Vendar pa tudi, kar se tiče pa gospodarstva, so si pa zadali očitno, da bodo postali ena glavnih velesil na svetu. Kar uspevajo in tudi že kontrirajo oziroma ogrožajo, vemo, Zahod in tudi ZDA, ki so nekako vedno bili vodilni v gospodarstvu. Kitajska je kar desna grožnja svetu, ki jo je treba resno vzeti. Ne vem, sem si pogledal, kaj piše na srajci.
Vse je skoraj da made in China. Made in China. No, to je še en ta fenomen, še v tem, da spregovoriva, ker je toliko ali v igračah, figuricah, ali v kakšnih pripomočkih, ali v aparatih, vse je že skoraj da narejeno danes na Kitajskem, kot pravijo. In to je ta zanimiv fenomen. Včasih marsikakšen moj prijatelj, s katerim tudi jaz se strinjam, da najboljša roba na svetu, najboljše izdelke naj bi imeli še vedno Japonci in Nemci. Boljša od vseh, tudi od Američanov in Kitajcev. Vendar je pa kitajska roba tista, ki že nekako kontrira in Japoncem in Nemcem in Američanom. In tudi če kupimo kaj evropskega, to je zanimivo, ali spominke evropske, piše spodaj Made in China, tako da moramo biti Goran, le mi imamo boljše, ne? recimo, ja. Kitajska je pa dobro hrano, kulinarika, vse meni je pri srcu. Meni je tudi zelo všeč, meni je tudi kitajska. Sladko, kislo. Tako, kot smo že omenjali v prejšnji oddaji, tudi večina naši zahodni sosedje, Italijani, večina italijanske kulinarika naj bi na Kitajski bazirala. Predvsem rezanci, se pravi testenine, pa tudi sladoled, vse te recepte, to je Marko Polo prinesel iz Kitajske v Benetke. In tudi pekinška raca, recimo, je zelo priljubljena kitajska jed. Vemo, tam jedo tudi čudne zadeve, tudi pse in kače jedo Kitajci. Praktično bi, kot pravi eden mojih znancev, Kitajci bi pojedli čisto vse, samo če bi jim dovolil. Življenje je tako naučilo. Življenje je tako naučilo, ni samo riž, pač jedo marsikaj, vendar pa znajo pripraviti resnično gurmansko, no, če me nekdo vpraša. Si živel na Kitajskem? Ne, na Kitajskem Te kje ne. vleče? Bi si šel ogledati to kulturo, zakaj pa ne, seveda. Seveda je Japonska številka 1 v Aziji, kar bi si ogledal in obiskal. Za moj okus še bolj zanimivo od Kitajske, vendar je tudi Kitajska zelo blizu. Tudi to bi se ogledal. V Londonu sem pa prvič, da sem resnično poskusil kitajsko hrano. V Sloveniji je zdaj tudi veliko. Tudi pri nas se že da. Hitler, Mussolini, Stalin, Mao. Ampak še bolj krut je pa so pa Rdeči Kmeri, Pol Pot, če se ne motim. Tudi. Veliko tem je še odprtih. Veliko. To bo tudi ena izmed naslednjih oddaj lahko. Čeprav nas tako naslednja oddaja, v bistvu lahko pa že predstavim, kaj bom pripravil, kar še tudi nismo imeli, in sicer bo naša neposredna soseda, Avstrija, dežela, ki je bila dolgo časa izvezana s Slovenijo in tudi ki nekako ima isti izvor kot mi, kot bomo videli. Kulturno zelo zanimivo. In ravno tako radi poslušajo Avsenike, ne? Vsekakor. Pa jodlajo. Tako. Pa smučajo nekako zelo domače zveni. Tako. Pa res smo bili dolga leta skupaj. Res je, 800 let. Čeprav govoril še o Habsburžanih, ne? O tem oddajo sva že imela, sedaj se bo gledala izključno samo Avstrijo, kultura, njihov način razmišljanja, mesta in podeželje. Goran, hvala ti za to, kar si povedal o Kitajski. Verjetno ne čisto vse, kar si prebral, ampak nekaj pa vendarle. O Kitajski bi lahko naredila 2 ali 3 oddaje, ker sva videla, da je res zelo obsežna. K sreči so pa ostali vezani Konfuciju, bom rekel še to kot končno misel. Nekako ta etika in spoštovanje tujega, kljub temu, da so velesila in da imajo diktaturo, še vedno pa se nekako držijo Konfucija, ker še vedno niso z vojsko osvojili sveta. Konfucij to prepoveduje. To je zanimiv podatek. Koliko časa se bodo pa to še držali, pa ne vemo. Kar naj se še, ne? Kar naj se še. Ja. Goran, hvala ti. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.